Backstage. 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 Hej, dobrodošli nazaj v Backstageu, oddaji, kjer iz ozadja potegnemo mlade ljudi, ki spreminjajo svet po svojih merah, svojo energijo, navdušenjem in predvsem svojimi lastnimi dejanji. V današnjo epizodo prihaja nekdo, ki ga v Idriji poznamo po 3 stvarih. Po taborništvu, po športu in po tem, da je vsak izziv pripravljen prijeti z obema rokama. Čeprav še zelo mlad, je že vodil 10-dnevno kratkovo taborjenje v Karigadorju. Je dokaz, da vodenje ni vprašanje starosti, ampak srčnosti, odgovornosti in predanosti. Naj Švab Žigon, pozdravljen v naši oddaji. Hvala lepa. Naj, kako bi samega sebe opisal v parih besedah? Ja, vštat zaspan. Drugače pa, če je treba, znam v redu priti. Zdaj, kakšno delo, kaj si rekla, z obema rokama. Meni se zdi, da sem tudi dosti dober vodja, kar je tudi pomembno taborenje pa kazalo. Tako da, ja. Če začneva čisto na začetku, kaj si najraje delal kot otrok? Kakšen si bil? Dosti sem se športom ukvarjal, ker tudi naša družina bila zelo športno usmerjena. Smučal sem zelo rad, kar tudi še zmeraj delam. Tako da, ja. Tudi na začetku si omenil, da si velikokrat zaspan. Pa tudi vsakič, ko sva se slišala, ali si lih odspal, ali si pa spal in se mi nisi oglasil. Pa me zanima, kako ti uspe, glede na to, da veliko in rad spiš, še spraviti vse svoje obveznosti v svoj urnik. Ja, vsi ima, spati je treba, ne? Te krase ima. Pač nekega urnika se držiš, pa včasih vmes tudi kakšne odspiš, celo pol freshen za vse drugo in delaš naprej, ne? Razlog, da si danes tukaj, so taborniki, torej temu posvetiš največ svojega prostega časa. V Idriji je veliko aktivnosti za mlade in za otroke. In mi povej, kako si se ti znašel ravno pri tabornikih? Ja, jaz sem del ene generacije, ki je odrasla s tem našim prelepim slovenskim filmom Gremo mi po svoje, ne? In ko sem tisto gledal, se mi je zdelo, wow, to pa tudi jaz delo, ne? Tako da ja, ko smo dobili prijavnica, se upisali in zdaj smo, kjer smo. Kolikokrat pa tabornik pogleda film Gremo mi po svoje? A si ga velikokrat gledal? Prevečkrat. Ja? Enkrat na leto je že skoraj stalno. S sabo si prinesel tudi nekaj rutk, ki si sledijo po starosti. A bi nam jih mogoče lahko opisal? Saj si jih lahko kar vzameš, če pokažeš. Torej, taborniki kot rod oziroma organizacija se delimo na več starostnih skupin, kar nas loči pol tudi rutke glede na naše kompetence in sposobnosti. Torej, prva je MC rutka. Ta je namenjena vsem otrokom v osnovni šoli do 6. razreda. Pol zatem imamo tudi GG rutka, ker nažalost danes s sabo nimam, ker sem rahlo zaspal. In je namenjena tudi pač, ja, kot ste prej slišali, od 6. naprej do 9. razreda. Pol prije pa ta prelepa PP rutka, ga dobiš z vstopom v srednjo šolo in nas tudi loči od člana roda v vodstvo roda, tam pa pol bolj prije na to, da se organizirajo razne akcije, ne več sem sodelovajne. Pač ja, lih ima bolj, da je treba delati, kot mogoče kdorkoli misle. Pol zatem imamo RR rutka, tu je zdaj Maruša. In ja, zelo podobno kot PP rutka, sem pač višja starost. Na koncu so še rutke Hrče, kaj pa noben od naju še ni osvojil. Zatem imamo še Spot rutka, torej rutka Severno-primorske območne organizacije, kaj dobiš s tem, da sodeluješ na vodniškem tečaju. In pa vodove rutke, kaj so pa vsaka malo drugačne barve, kaj si je vod lahko odloči, da si ustvari sam in v bistvu pokaže neko kreativnost, kaj ima ti svod, neke barve, ki jih zastopajo. Tudi ja. Hvala. Kako se je pa tvoja taborniška pot sploh začela? Pa kdaj si začel s tem, no? Ja, jaz sem začel v 2. razredu osnovne šole kot član enega voda.
tu, kot sem rekel, ja, prej, gremo mi po svoje, me prepričal, da je bilo to zelo fajn. Pa tudi sam sem že rad bil v narav, ko smo do športal tam prej. Delo se mi je tudi, da pri tabornikih se lahko nekih kompetenc naučiš, ne, kako preživeti v nekem območju, kudar ni štroma, hrane, kar tek na pretek. In se mi zdi, da mi je to tudi že kdaj prav prišlo. Po 9. razredu pa navad taborniki, ki si želijo postati vodniki, potem naredijo vodniški tečaj. To je Rutka, ki svoje prej pokazala. Pa me zanima, zakaj se ti nisi odločil opraviti vodniškega tečaja, glede na to, da si, odkar si že pri tabornikih, zelo aktiven. Ja, jaz osebno nisem prepričan, da je vodstvo voda zame. Zaradi tega, ker se raj ukvarjam z drugimi v vodstvu, torej organiziram neke akcije, bolj me ta birokratska stran zanima tega tudi. Tako da, ja, v bistvu niti nekega časa ni bilo in pa druge specializacije so me dosti bolj zanimale. A pa planiraš kakšno drugo izobraževanje še v prihodnosti? Definitivno Ja. prva pomoč, mogoče tudi znanja o divjih vodah. Se mi tudi zdi, da je bila zelo dobra kompetenca, glede na to, da Evroda še noben nima. Mogoče, da še poveva za gledalce. Vodi pri tabornikih so v bistvu otroci iste starosti. Torej, mi imamo vode po razredih. Torej, prvi razred predstavlja en vod, drugi razred predstavlja drug vod. In v bistvu vodnik z vodniškim tečajem ima torej svoj vod, ki jih ima načeloma večletno. To? Sem da malo razjasnila še te zadeve. Letos si pa tudi prvič vodil krtkovo taborjenje v Karigadorju, torej taborjenje rodu srebrnih krtov Idrija. Zakaj si se odločil sprejeti ta izziv, pa kaj te je sploh pritegnilo to vlogo taborovodje? Mislim, jaz odkar sem bil v vodstvu, torej zdaj, tretje leto, prvo leto sem bil na taboru kot vodnik oziroma kot organizator večernih programov. In se mi je pa taborovodje zazdela na taka funkcija, ki bi je pa pač po mojem zelo dobro opravljal, a ne. Zaradi tega, kot sem prej rekel, se mi zdi, da lahko v redu vodim ljudi, imam užitko temu. Tako da ja, pol naslednjo leto sem razglasoval, da bom tudi jaz vodil to taborjenje. In ja, jaz osebno mislim, da sem se dosti v redu odrezal za prvič in upam, da bo pa letos še boljše. Na tabor se odpravite vodniki tudi par dni prej. Kaj morate vse postoriti takrat, Ja, preden pridejo otroci? temu rečemo mi predhodnica, ne, oziroma postavljanje tabora. Mi zdaj v Karigadorju imamo odličen taborni plac, je že postavljena določena infrastruktura tam, torej vode je tam, sanitarije so tam. Tako da v bistvu mi, kar pridemo ki narediti, je postaviti štabne šotore, kudar imamo noter shramba v bistvu, pa tudi kakšne druge stvari še spravljene. Postavimo šotore za mlajše člane, svoje šotore, treba je postaviti jambor, pa pucati malo po taboru, a ne. Kuhne je treba vzpostaviti. Tako da, ja. Zdaj si našteval vsem delo, pa me zanima, a je časa tudi kaj za druženje? Ja. Ali je 100% samo v pripravah na taborjenje? Ja, ne, imamo dosti dolga predhodnica, tako da se lahko tudi med vodstvom podružimo med sabo, tako da. Eni pravi, da je mogoče še boljši kot tabor. Meni osebno tudi fajn, ko so otroci tam, ko se malo tudi z njimi lahko konektaš. Tako da, ja. Torej, to taborjenje roda srebrnih krtov je največji dogodek v celotnem taborniškem letu. A bi za gledalce in poslušalce lahko razložil, kako poteka načrtovanje tako velikega dogodka, torej 10-dnevnega taborjenja? Ja, težko, pa čas. Drugače pa ja, z vodstvom pa navadi zelo hitro v septembru določimo tema tabora, se pač izglasuje seveda, pa razne predloge sprejema. Zatem se tudi vodstvo razdeli po raznih funkcijah in pa določi razne aktivnosti, ki se jih bo izvajalo po taboru, tako večerne kot čez dan. Pol je pa že pa čas treba spisati urnik, zato da se lahko pač začne tudi priprave pisati, se malo prilagaja glede tega. Pol je pa ja, bolj tisto birokratsko, kar sem rekel, torej treba je zrihtati avtobus za otroke, treba je zrihtati kombi za oprema, ki je treba dol peljati. Treba je vse ključe možne, da biti za, kudar je vse spravljeno, a ne.
če nimaš tabornega prostora, je treba tudi taborni prostor najti. Tako da je dosta naredilo. Pa si razdelite vse te vloge med sabo, vodniki, ali je veliko stvari tudi na tebi? Mislim, kar je dela nekega glede plana oziroma dejavnosti na taboru, tu si zelo dobro razdelimo med vodstvom. Sem pač take stvari, kot so pa avtobusni prevoz, pa birokratsko, pa jaz prevzamem. Ogromno dela imate potem pred taborom. Kaj pa med taborjenjem? Kakšna je tvoja vloga tam kot taborovodja? Ja, med taborjenjem jaz skrbim predvsem tudi rit v taboru. Sem tam v bistvu zato, da svetujem drugim vodnikom, kaj opominjam jih na določene stvari, skrbim, da je vse, kot mora biti po planu. Tako da tu pač ja opozarjam na mogoče nepravilnosti, ki so tam. Sem tudi del kaznovalne komisije, tako da tudi kazni odrejam. Tako da ja. Kaj ti je pa v tej vlogi najtežje? Pa mogoče kaj najlepše, no? Mislim, najlepše mi je seveda pomagati drugim, ker se mi zdi, da jih lahko, kot sem prej rekel, dosti dobro vodim in tudi se mi zdi, da jim to vodstvo pomaga. Je pa zelo težje zaradi tega, ker je dosti starejših ljudi tam od mene. In se mi zdi nekako težko pač se v njihova kuža postaviti, ker imajo neke probleme, ki jih mogoče še nisem imel izkušenj z njimi zaradi njihove starosti. In ja, je kar dosti težko se postaviti v njihovo vlogo, pa pač nekaj rešiti probati dobiti. Kot si omenil, si eden izmed najmlajših vodnikov. Kakšen feedback si pa dobil iz strani starejših vodnikov? Ali so te vzeli kot sebi enakega, ali se je bilo najprej treba dokazati? Mislim, ja, meni se zdi, da sem se tudi rabil malo dokazati že v prejšnjih letih, za kompetentna seveda za to, ne pa neka avtoriteta mogoče malo vzpostaviti. Ampak zdaj na taboru, kot neki vodi, se mi zdi, da so me kar sebe enakmu postavili, da pač se je upoštevalo en drug, takrat sem jaz so tudi oni mene. Tako da. A imaš kakšen trenutek iz tabora, ki ti je najbolj ostal v spominu? Ja, bilo jih je pohna, ne. Najljubšega? Najljubša. Po mojemu, en najljubših trenutkov je bilo zadnje vrednotenje na taboru, ker sem pa res dobil tiskončen feedback, mogoče, da mi je pa le ratalo. Malo se je bilo treba znajti, kaj je bilo prvič, in se mi je skozdilo, ja, tu pa mogoče ne bo, ampak pa na koncu se je dosti v redu išlo. A si imel sploh kaj časa biti z otroki? Ali si bil v bistvu 100% v organizaciji? Mislim, 100% si je tako zmeri v organizaciji, se moraš biti. Sem je bilo tudi dosti cajta z otroki, tudi sem svoj vodjemo tam. Imamo pač cajt in prostor za to namenjen med taborom, da se pač res tudi z otroki povežeš, ker če ne, bi bil rahel mal kaos. Tako da ja, se je dosti z njimi pa družil tudi z otroki, se mi zdi, da smo se razumeli, da se mi je zdelo super. Boš v naslednjem letu spet sprejel ta izziv? Definitivno. Ja? Super. Torej, si pri tabornikih, si pa tudi športnik. S katerim športom se trenutno najrajši ukvarjaš? Smučanjem. Definitivno smučanjem, sicer sem neprofesionalni smučar oziroma amater. Ampak se mi zdi smučanje en tak lep šport, ki je nažalost zelo menj, zaradi pač vseh sprememb, ki se dogajajo v svetu, skozi mene snaha. In mi je zelo škoda, ker je en tak lep šport, ki se mi zdi, da bi ga rabili vsi enkrat doživeti. V okviru gimnazije Jurija Vege Idrija si pa organiziral tudi K3 dogodek. Nam lahko poveš kaj več o tem? Ja, torej K3 je neko športno tekmovanje, ki se organizira v sklopu ITS-3. Prejšnja leta je bil K3, zaradi tega, ker pač so bile 3 discipline, torej kolesarjenje, kros pa košarka. Leta smo dodali še plus, ker smo še 2 discipline dodali, torej to je orientacija pa floorball. In meni se zdi, da so kar dobro tudi te 2 discipline sprejeli, tako da imamo verjetno še kakšno dodalo v prihodnosti. Si pa ti prav med organizatorji? Ja. Kaj pa zajema potem celotna ta priprava? Ker je tudi še kar velik dogodek, no, glede na to, da je še za osnovne šole. Ja. Definitivno je treba spisati pač nek program, treba je ugotoviti, kdo bo vodja za neka disciplina, ne?
treba je organizirati oziroma tekmovalni sistem narediti za ekipne športe, tudi za posameznike, ki se bo točkovalo, kategorije treba razdeliti. Pa ja, spet birokratsko razna vabila na šole, treba je na občino prijaviti to, treba je dovoljenje dobiti za uporabo prostora, treba je oprema seveda dobiti in pa na koncu tudi prijava za dohodek na policijo dati. Organizacije imaš potem v malem prstu že, a ne? Zdaj si še v gimnaziji, kmalu pa greš tudi študirati. Pa ko sva govorila, si omenil, da bi rad študiral medicino. Ja. Zakaj pa? Mislim, človeško telo mi je bilo zmeri dosti zanimivo, sploh sestava, ne. Zdi se mi, da bi to zanimanje moje lahko uporabil tudi za neki boljša v tem svetu. Rad pomagam ljudem in se mi zdi, da gre tu kar skap dosti v redu neka medicina pol. A si imel kakšno izkušnjo, ko si začutil, ja, to je moja smer? Ali se je pač zanimanje počasi sem stopnjevalo skozi srednjo šolo? Neke izkušnje ne bi rekel, da sem še imel, hvala Bogu zaenkrat. Ampak ja, to se je stopnjevalo definitivno. Poznam veliko ljudi, ki so na tem področju in so mi tu predstavljali, jaz sem zaprt meč merljal in sem rekel, hudo. Tako da ja, pa me sem skozi bel noter vleklo in ja, še zmeri me. Zdaj pa je čas za mimo mikrofona. To je del oddaje, kjer projekte postavimo na stran, pa se osredotočimo nate kot na osebo. Tako da te zdaj vabim, da iz tega kozarčka izbereš eno vprašanje, ga prebereš in pa nanj odgovoriš. Ja, pomade. A pa dosta. Dosta? A ne, edni. Ne? Kaj je največja neumnost, ki si jo naredil kot otrok? Zdaj, to prvo, kar se spomnim, je pri 2 letih, ko se je moja sestrica rodila, sem bil v varstvu pri svoji non, kaj je nabavila en tak fin nov kavč. In jaz kot junc sem se pač spomnil, da je mogoče bilo pa fajn malo tu artistično polepšati. In sem vzel en kemični svinčnik z omare in cel kavč lepo popisal. Nona je bila vesela. Nona je bila naravnost ushičena. Ja. Zdaj pa še eno vprašanje. Še eno. Če bi lahko ohranil samo eno navado iz tabornikov za vse življenje, katera bi to bila? Definitivno tu, da se je treba enega urnika držati, zaradi tega, ker to je zame pohreb v življenju, ker se ne morem nobenega držati, tako da ja, malo organiziranosti me manjka sam v sebi. Ampak na taboru deluješ. Tam bi pa rekel, da ja. Očitno gre. Ok, zdaj pa še eno tradicijo imamo v backstageu. In je naša prejšnja gostja Lana zate pustila eno vprašanje. In to je, katere hrane nisi še poskusil in zakaj? Vampi. Zakaj? Koncept vampov se mi zdi nemaren. In zaradi tega jih še nikoli nisem poskusil in se mi tudi ne zdi, da jih kadarkoli bam. Ok, Ja. se strinjam s tabo. Zdaj pa še tebe vabim, da postaviš eno vprašanje za našega naslednjega nevidnega heroja. Pa ti ne bom povedala, kdo je. Tako da ne bo splošno, lahko je karkoli. Torej, moje vprašanje je pa, če bi lahko šel nazaj v preteklost v en dogodek, ki te zelo mori, a bi ga spremenil in zakaj? Ok. Zelo podobno vprašanje smo že imeli. Ampak super. Zanimivo. Super vprašanje. Zdaj pa še, da počasi zaključiva. Kakšen nasvet bi dal 10-letnemu sebi? Delaj, pa malo menj spi. Pa ja, urnikov se drž, kaj ti bo zelo lažje. Pa dobro, saj 10-letni ti tega še ne bi potreboval. To je za naprej. Res. Zdaj pa še čisto zadnje vprašanje. Kakšen nasvet bi dal svojim vrstnikom?
dajte se imeti radi med sabo. Zaradi tega, ka tu, da se nama maral na on kamer prišlo. In verjamem, da bi lahko vsi zelo buli soživali, če bi se lih malo bolj tolerirali en drugo. Ja. Cute. Hvala, da si vzel čas, da si nam predstavil svojo zgodbo in pa tudi hvala, da si nam predstavil rod srebrnih krtov Idrija. Hvala vam za povabilo. To je bil Backstage, glas mladih, brez filtra. Se gledamo naslednjič, ko iz ozadja pripeljemo nove obraze. Backstage.